Alumni Connect, podcast, ki uspešne zgodbe alumnov ekonomske fakultete pripelje med vas. Ne zamudi in se pokonektaj z nami. Gost v današnji epizodi je Miha Senčar, mladi menedžer leta 2021, predsednik kluba Menedžer Ptuj, direktor komercialnega podjetja Tenzor in pa tudi nekdanji demonstrator na ekonomski fakulteti. Danes se bomo potopila v svet menedžmenta in vodenja. Miha, pozdravljen. Pozdravljen, Filip. Hvala, ker si se odzval. Zdaj nekaj smo že debatirali o tem, ravno kar smo se pogovarjali, da nekako, koliko je Slovenija majhna, ne? Koliko se ljudje, ki so na nekih menedžerskih pozicijah, dost osebno tudi poznajo. Če si videl, moja gostja prej je bila Darja, predsednica Lekarniške zbornice Slovenije. Se kar dobro poznamo, ja? Se kar dobro poznata, glede na to, da sta v istem menedžerskem klubu. Je pa deva kar štartati, no. Kaj sploh počnete v tem menedžer klubu? Kako ste prišli od tega? Zakaj si predsednik tam? Ja, v bistvu klub je lani praznoval 30 let, kar je za, bom rekel, tak regionalni ali pa, da smo že bolj regionalni, takrat bolj lokalni klub, ogromno. Namreč večina teh malih klubov je enostavno prenehalo z delovanjem. Razlog je predvsem tu bil v generacijah, niso se generacije menjale. No in to je bil tudi razlog takrat zdaj bo 3. leto teče mojega mandata, še 1 leto imam po statutu, potem pa predajam. Je bil razlog glavno to, da menjamo generacije. Namreč, če se mlajša generacija ne najde s takim klubom, potem v bistvu v enem trenutku to propade. In to je bil tisti glavni cilj. Jaz sem že bil član, videli so, da sem zagnan, da imam neke ideje. So rekli, glej, če imaš ideje, izvoli, ne, pa jih uresniči. In tako se je v bistvu začelo. Bil sem izvoljen na volitvah, to je bilo ravno pred začetkom korone. Tako da 3/4 leta tistega 2020 nam je šlo takrat mimo, ampak smo pa pol zelo zagrabili. S čem se ukvarjamo? Ja, prvo je to, kar si že samo omenil. V bistvu, da se vodje, podjetniki, podjetnice, menedžerke, menedžerji družimo in izmenjamo izkušnje. Jaz vedno pravim, če imaš tam takrat odprte oči pa velika ušesa, marsikaj lahko se naučiš, mogoče ti kakšna odločitev je lažja. Potem drugo je, smo seveda tudi družbeno odgovorni, kadarkoli je možno, sodelujemo v vseh teh akcijah, ki se tiče lokalnega okolja. Potem imamo izobraževanja za naše člane, predvsem iz vidika menedžmenta pa psihologije ali pa tudi prodaje, no pa marketinga. Kar smo pa zaštartali lani, pa je zelo velika stvar, in sicer je pa stvar problema bega možganov. Mi živimo v okolju, Podravje na splošno, vsak dan se preko meje vozi 30.000 ljudi delati v Avstrijo. Korona še ekstra, bom rekel, dodatno zakomplicirala stvari, ker so ljudje, dobri ljudje, začeli delati na daljavo. Za Google, Microsofte in podobno. In dejansko se je pojavil velik problem kadra v okolju Podravja, sploh pa ta mestna občina Ptuj. No in takrat smo si zadali cilj, da v bistvu pomagamo izven okvirov države. To prepočasi teče. Se pravi, izven teh okvirov najdemo načine, kako ohraniti mlade in pa ostale, seveda uspešne, dobre kadre doma. A pa bi rekel, da je to nekako ne samo na regiji Drava ali pa tega, da je tudi večji, širši problem v Sloveniji. Absolutno. Na podlagi bega možganov. Koliko pa v bistvu nekako ljudje dojemajo to ali pa, ne vem, odločevalci v določenih firmah? Ja, mi smo se prvo 3-4 leta pogovarjali samo o problemu kadrov, že preden je to resnično postalo, bom rekel, zelo, zelo pereče. In potem smo rekli, ja dobro, zdaj, če je to taki problem, pol pa je to naša prioriteta, ne. Dajmo potem v okviru kluba pogledati, kaj se da narediti. Kaj smo naredili? Dejansko smo vse deležnike lokalnega okolja smo zbrali na kupu, torej Mestno občino Ptuj, potem predstavnike srednjih šol, osnovnih šol, potem raziskovalno središče Bistra, ki ogromno dela na razpisih, študentski klub, Menedžer klub Ptuj pa Zavod za zaposlovanje, in smo potem pogledali, kaj lahko znotraj okvira, ki je pač dan, naredimo, da nekaj sami, da ne čakamo na državo, na seveda te stvari, ki jih nujno rabimo, recimo razvojna kapica in podobno. In evo, zdaj je plan narejen, začeli smo s kariernim sejmom, to je bil kot prvi dogodek. Zdaj pa začenjamo s platformo, ki bo povezovala štipendije, prakse, potrebe po kadrih, potem tudi v obratni smeri potrebe šol po izkušenih kadrih iz podjetij. Namreč to je pa tudi velika težava šol, sploh strokovnih, ki so na Ptuju zelo močne, da nimajo strokovnega kadra. Zdaj, če uspe ta model, bom rekel, na Ptuju, ne, potem definitivno zanimivo pogledati, če se da takšen model razširiti tudi na državo, ker tu smo zelo neaktivni. Avstrijci hodijo z avtobusi
na fakultete v Maribor, na srednje šole v Maribor in vozijo študente in dijake na svoje karierne seme. Mi pa v bistvu stojimo ob strani in gledamo, ne, in to lahko sami naredimo brez države. Pa kaj bi rekel v bistvu, da je nekako težava tukaj, zakaj toliko mladih gre v tujino? Zdaj tukaj, ker smo mi na tem segmentu malo zaspali, pa v bistvu ne probamo bolj vključujoče vpeljati, se pravi mlade, ne vem, ali nadobudnežne, ali je tukaj problem, ker pač so mogoče plače toliko slabše v Sloveniji, pa so bolj mikavne v tujini za nekako isto delo, za take zadeve? Jaz mislim, da oboje. Če začnemo pri plači. Plača je higienik. Se pravi, če ni dovolj visoka, pa tudi če je malo nižja, ne, potem nimaš kaj dosti delati. Se pravi, to je osnova. S plačo vsak preživi, zato seveda moramo prvo pogledati v sebe. Podjetja morajo pogledati k sebi in enostavno si priznati, da brez boljših plač, Podravje je zelo nizka povprečna plača, bojo pač ljudje še naprej odhajali. Se pravi, treba reči, ok, moj kratkoročni dobiček bo manjši, zato da lahko dolgoročno potem seveda boljše delo. To definitivno je, bom rekel, tudi na strani podjetij. Potem pa ja, zaspali smo vsi v bistvu, in država, in lokalno okolje, in podjetja, in nismo zaznali dosti večje aktivnosti, bom rekel, Avstrije v tem primeru recimo, ali pa tujih zaposlovalcev. In to je spet na nas, no. Moramo vsi prvo pri sebi, potem pa seveda jaz upam, da bo država tudi sledila, ne. Ni pa zato samo plača, pa niso to samo podjetja. Zakaj recimo smo mi vključili Mestno občino Ptuj? Ne moreš pričakovati, da bo podjetja imela dovolj kadra, če niso same občine, tudi kraji, kjer ljudje živijo, dovolj privlačni, da seveda, ne vem, se mlada družina recimo preseli. Ali pa če gre nek študent iz našega okolja študirati v Ljubljano, torej kako boš ga pridobil nazaj, ne. Zelo kompleksna zadeva, no, mi smo razdelili nekaj korake in smo rekli, nič, gremo korak po korak, pa bomo videli pol efekte. Sam tudi po mojem je tukaj malo povezave z temi trendi, ki se pač, danes vemo, da ima social media veliko vpliv na sploh našo mlado generacijo, ne, in potem je dosti mikavne so te remote work pa zadeve, kjer ni treba se daleč peljati na neko fizično lokacijo, ker je v bistvu v Sloveniji dosti nek tak ne glih trend, ampak neka nuja, ker vemo, da vsak dan so velike migracije med Mariborom, Ljubljano, Koprom, Ljubljano. Začutim to vsak dan na avtocesti. Ja. In je kar problem mogoče za mlade, da nekako preživljaš ta čas v avtomobilu in zjutraj in popoldan. V bistvu tu pa je na nas spet podjetnikih. Torej prvo je, da absolutno vsi se morajo zavedati, da hibridno neko delo mora obstajati, ne, če le gre. Potem pa spet pokazati realnost. Se pravi, mogoče pa, da si cel čas doma ni tako fajn. In dejansko treba poslušati tudi zgodbe tisti, ki so že to dali skozi, tudi tisti, ki so šli v tujino recimo fizično. In te zgodbe, ogromno je povratnikov namreč, no. Ogromno je tudi tistih, ki delajo non-stop remote, pa se pa odločijo, ok, to ni za mene. Se pravi, take zgodbe treba povedati, da lahko nekdo realno oceni od nekoga iz izkušenj, v bistvu, kaj je lahko boljše, no. Ja, jaz upam, da bo ta model, ko ga razvijate, tudi aplikativen še za vse druge kraje v Sloveniji in da bo nekako obrodil neke sadove. Se bomo potrudili, evo, če bojo dobri rezultati, bomo definitivno predstavili tudi ostale. Zdaj pa, če bi se malo odmaknila sploh od menedžer kluba, v bistvu me pa zanima, zdaj sam praviš, da si iz Ptuja, ne? Ja. Zakaj si prišel na ekonomsko fakulteto v Ljubljani? Kaj je bila tista iskrica, zakaj si izbral to fakulteto za svoj študij? V bistvu zelo pomembno se mi zdi, no, tudi apeliram na vso mlado generacijo, ki bo razmišljala, če bo kdo to gledal o študiju, da se v tem trenutku, ko študiraš, odcepiš od varnega okolja družine, vsaj malo, no. To je, mislim, da zelo pomembno, in če pač za nas, ki živimo izven Ljubljane, izven teh krajev, se pravi, da greš čim dlje, zato nisem šel v Maribor, no, ni zdaj bilo nič druga, tudi pred mano so bili, ne vem, bratranec recimo tu študiral, ogromno ljudi sem poznal, ki je tu študiralo in sem videl, da je zelo kvalitetni študij. Tako da to je bil praktično edini razlog. V bistvu malo odcepiti in zaživeti po svoje. Se pravi, da gremo z neke cone obdobja, čisto v nekem začetku. Tako je. Kakšen pa ti je bil študij na ekonomski fakulteti? Kaj si od njega v bistvu nekako dobil? Kaj bi rekel, da si nekako razvil neke kompetence, ki si ti mogoče pa zdaj koristijo, pa so ti bodo koristile še naprej v nadaljnjem življenju, poslovni poti? Ja, študij moram reči, da je bil, jaz sem bil zelo zadovoljen, no. Imel sem malo težave z razumevanjem, zakaj rabimo tisto hudo matematiko pa te zadeve v prvem in drugem letniku, ampak dejansko je bilo tako, da pri 18 letih je meni oče podaril delež družinske firme. In dejansko
takrat sem se jaz odločil, ok, to bo moja pot, definitivno. Jaz sem odraščal s to firmo in rastjo firme in itak čutiš v bistvu to že v srcu. No in potem, kar mi je pomagalo, je, da sem zelo selektivno tudi vedel, s tokom študija, v bistvu skozi pogovore z očetom, doma v družini, kaj je tisto, kar je najbolj pomembno, da se res naučim. Tako da sem dejansko celi študij res dosti potegnil. Zato, ker sem poskušal cel čas že razmišljati o praksi, pa kaj praktično. Kaj pa so bila tisti nasveti, ki je res posvetiti pozornost? Recimo od predmetov, če tako rečem, ne, se pravi poslovno okolje. Recimo mi smo mednarodno podjetje že takrat bili. To je bilo absolutno zanimivo. Ogromno sem se tam naučil, že osnovne, že sama terminologija, se pravi, kaj sploh, kako se pogovarjaš itd. Ne. Potem podjetništvo, to je bil moj najljubši predmet. Zakaj? Zaradi tega, ker ok, itak izhajam iz podjetniške družine, ampak tam tisti okvir pa način dela ti je dal to, kar v bistvu pol vsak dan uporabljaš. Kasneje to vidiš. Torej, vse temelji na nekih projektih. Ne. In tam smo dejansko delali realne stvari, moral si razmišljati o vsem, skupinsko delo, torej timsko delo. In to mislim, da ima ekonomska fakulteta izredno dobro razvito. No. Potem pa še poslovna informatika, kjer sem kasneje sicer tudi bil demonstrator. Tu pa vidim, je manj kot drugih fakultet zelo velik. Zdaj, ko zaposlujemo nove ljudi, ko dejansko vse temelji na nekih procesih, ki so se pravi digitalni, ko rabiš ta orodja, to moram reči, ima ekonomska fakulteta izredno dobro razvito. Se pravi, da nekako opremiš študente s tem nekim tako analitičnim razmišljanjem v smeri informatike. In seveda, katera orodja lahko potem že uporabljaš, ne? Ker to pohitri delo. Zdaj imeno si timsko delo, ne? Da ti je zelo tudi nezmed všeč. Ja. Koliko je to pomemben dejavnik v poslovnem svetu potem, v podjetništvu? Najbolj. To pa absolutno, tu so nas res spodbujali. In zakaj je tu zanimivo? Tu si tima načeloma niti ne zbiraš, ne? Malo si ga lahko zbereš, ampak pač imaš ljudi, ki so in so si zelo različni in se naučiš seveda to dobro kompenzirati. No. V podjetju je vseeno mogoče lažje, zato ker kot management v bistvu vplivaš na to, kdo bo zaposlen, vidiš, če ti paše v kulturo, ne, podjetja. Tu pa delaš z zelo različnimi ljudmi in to je tudi en getaway. Je zanimivo, ne, ker nekako potem tekom tega znaš nekako vidiš oziroma te nekako tudi oblikuje, ne. Ko veš, kdo kaj dela, kdo ne dela, kako, ne vem, se v teh nekih situacijah potem odzvati naprej. Tega je bilo polno. Ja. Potem pa si nekako, prej smo se pogovarjali, da v bistvu si bil 2 meseca nazaj tukaj že na EFO-ju, na IMB študiju. Drži. Tudi sam si hodil na IMB študij. Drži. Kako je prišlo do tega, zakaj si to izbral? Ja, to je bilo pa tudi zanimivo. V bistvu, jaz sem že se zaposlil potem na podjetju, po dodiplomcu, po narejeni diplomi. In kaj se je zgodilo? Jaz sem prišel na firmo, se pravi firmo, ki je takrat obstajala 15 let, z izgrajeno ekipo. Ta ekipa je vedela 1000-krat več od mene. Jaz nisem vedel nič. Sicer tu smo zelo dobro, bom rekel, zapeljali. Jaz nisem prevzemal nobenih odgovornih funkcij na začetku. To takrat oče in ekipa v bistvu čisto lepo počasno vpeljava v samo ekipo. Ampak vedno je ta kako bi rekel, ekipa čuti, to pa je zdaj sin od lastnika. Okay. Pa še solastnik že bil takrat. Ne. In to je bilo grozno obdobje, to moram priznati. To tudi sem vsem povedal sodelavcem. Zato, ker dejansko so mi požrli tisto samozavestno. Jaz sem imel ful enih idej, ne. Prideš, rekel, čist nahajpan iz fakultete, ne. Neka nova znanja hočeš prenesti, pa vidiš, da nikak ne gre. Ne. In potem, če skoraj začneš verjeti, pa to res nikak ne gre. Ne. No in kaj se je takrat zgodilo? Jaz sem rekel očetu, da bi želel iti magisterij delati, redni. No in dobil sem 2 priporočili od profesorov, ker pač za IMB se je takrat to potrebovalo, imel sem dovolj dobro povprečje in dejansko sem šel takrat iz firme, ne, za tisto leto, ker to je redni študij. Ta pa mi je v bistvu največ prinesel od vseh šolanj, od vseh izobraževanj, ki sem jih do zdaj delal. Zato, ker tu pa je bila mednarodna ekipa, potem spet timsko delo, angleščina, zelo dobri predmeti, zastavljeno na splošno način dela in bilo je super. Kaj bi bilo pol nazaj, ko si se vrnil po tem letu v podjetje? Potem pa sem bil veliko bolj samozavesten, v tem letu sem tudi lahko sam pri sebi razčistil v bistvu, kaj znam in pol sem vztrajal pri nekih stvarih. No. Zdaj si rekel, da na začetku nisi prevzemal neke vodstvene pozicije, ne?
Kdaj pa je po tvojem mnenju pravi trenutek, da nek mlad oziroma prevzame neko pobudo, neko vodstveno pozicijo, pa ne zdaj recimo top management, lahko na začetku, da vodi neko ekipo, a da vodi potem malo večji oddelek. Kdaj je to primerno? To je zelo težko vprašanje. Zelo težko odgovoriti, bom rekel, od situacije do situacije različno. No? Odvisno tudi, kako je nastavljen sam sistem v podjetju, je kak je mentorski sistem, karkoli, ne. Bi pa položil na srce, definitivno treba biti potrpežljiv. Ne zdaj mogoče 10 let potrpežljiv, no, ampak če verjameš svoje sposobnosti, definitivno bo se slej ko prej prišlo do tega v dobri firmi, da bo prepoznali to, ampak treba to neko potrpežljivost. Jaz mislim, da to ni povezano niti z leti, no. Voditi ekipo, nek projekt, lahko v bistvu greš že z znanjem iz fakultete. Ni to problem. Samo da imaš poštimano v glavi v bistvu ta proces projektnega dela, ne. Potem resnejše pozicije, to pa pokaže enostavno čas pa izkušnja, no. Pa bi rekel, da je vse nekako boljše, če ti že mogoče v začetnih fazah, ko si prideš v neko podjetje, nekako probaš neke te funkcije, mogoče tako pomembne, ampak da se mogoče ob ljudmi, ki so na teh funkcijah, učiš. Se pravi, da si potem, ko je treba prevzeti to funkcijo, da si boljši, kot pa recimo, če nekdo pride kot zdaj pa imaš tukaj, zdaj pa treba narediti rezultate. To pa definitivno. V bistvu je dobro, da začneš že čim prej, preden sploh priješ v službo. Recimo, evo moj primer, jaz sem bil, na gimnaziji sem bil predsednik dijaške skupnosti. Potem smo ustanovili takrat dijaško sekcijo kluba ptujskih študentov, kjer sem bil predsednik ustanovni. In v bistvu že takrat dobiš ti malo teh vodstvenih veščin, vidiš, kakšna je dinamika, naučiš se vodenja projektov, tako da najboljše je to probati že prej, le če imaš opcijo, ne. Kaj pa bi rekel, da so te neke vodstvene veščine, ki so pomembne? Prvo je komunikacija, motivacija. Motivacija je pomembna, je povezana seveda s tem, da v nekaj res verjameš, tisto, kar hočeš doseči. Poslušanje, to se mi zdi je ena od najbolj pomembnih stvari. Da znaš poslušati, pa ne samo gledati pa biti tiho, ampak dejansko poslušati, no. Kaj ti nekdo govori, ker vsak od nas ima čisto svoj pogled na svojo realnost, v bistvu si naredi. In če ne znaš poslušati, potem lahko zelo hitro ekipo razdreš. Pa empatija. Torej, ko ti znaš poslušati, da pol dejansko razumeš, zakaj nekdo na drugi strani mogoče drugače razmišlja. In ko to ugotoviš, potem lahko šele vodiš. Potem šele lahko rečeš, okej, on razmišlja ali pa ona drugače, zaradi tega zdaj razumem, zakaj. Pa poskušaš potem najti pot, da... Kako pa premagati recimo strah ali pa si izbildati samozavest v tem, da danes nekako svet laufa o tem, da recimo moraš biti neke najboljše rezultate. Nagnjeni smo k temu, da boljši. Vemo pa, da v podjetništvu se veliko naučiš, ko nekaj narediš narobe, ne. Drži, ja. Kako premagati nek tak strah v bistvu, da te ni strah narediti napake, pa se potem z nekaj naučiti? Prvo moraš imeti srečo, da delaš v okolju, kjer so napake dovoljene, ne. To je prvo, zdaj, se pravi, če delaš v nekem podjetju. Napake so normalne. Tempo je tako hud danes, da slej ko prej pride do neke napake. Perfekcije pa ne moreš iskati, ker drugače si pa prepozen. To recimo je tu bil ena taka stvar, ki smo se naučili na IMB-ju. Mi smo dobili projekt, ne vem, v ponedeljek, v petek smo imeli predstavitev na podjetju. Malo karikiram, ne. Poanta ta se prenaša pol seveda naprej tudi. Ni časa za čisto perfekcijo, zato ker te drugi povozijo. Tako da to si moraš dati v glavo. Okej, ni nujno, da je perfekt, mora biti minimum viable, evo, da uspeš, ne. Je pa to čista samosugestija na koncu. Se pravi, prvo je okolje, ki reče, okej, glej, vemo, da do napak bo prišlo, bomo to probali pol skupaj rešiti. Potem pa drugo pa je, da sam sebe v bistvu prepričaš, če je treba pred ogledalom zjutraj. A pa bi rekel, da kako ti gledaš okolje v Sloveniji, podjetja v Sloveniji, zdaj so trendi, neki moderni pristopi vodenja, neke moderne te oblike, strukture podjetja. A bi rekel, da smo v Sloveniji v trendu s tem, da podjetja razumejo, kako nekako bi se ne ravnalo z človeškim kapitalom oziroma s kadri, in pa če razumejo, zdaj dostikrat se govori tukaj, se pravi v Gen Z, da se jih podjetja bojijo, da vodje, direktorji ne vidijo nekega mogoče takšnega smisla, kot so videli pri prejšnjih generacijah. Koliko je Slovenija dovzetna tukaj? Kje smo? Jaz mislim, da se je ogromno spremenilo na boljše. Ogromno je tudi možnosti, kjer lahko, bom rekel, dobiš zunanjo pomoč pri uveljavljanju teh novih pristopov.
odvisna tudi zelo od industrij. V IT industriji seveda mogoče je to lažje. V firmah, v podjetjih, kjer je zelo podobna struktura ljudi, je to lažje. Težje je recimo na podjetjih, kjer imaš ti na eni strani, ne vem, inženirje, programere, pol na drugi strani imaš neke monterske ekipe, proizvodnjo, ne. Je že težje, bom rekel, uveljavljati vse te nove pristope, ki odgovarja generaciji Z. Z generacijo Z se ogromno ukvarjamo, to moram priznati. V vašem podjetju? In pri nas, in tudi Manager Klub tuj. Smo imeli prav predavanja na to temo, ker smo že bili malo zafrustrirani. Zakaj? Zakaj? Ja, nismo razumeli, ne? Aha, okay. Nismo razumeli in pol dejansko, prvo smo imeli eno predavanje, dr. Maja Fezelj-Kamenik, prav na to temo, torej, kaj je v bistvu pomembno generacije Z, kak je vključevati, kaj smo se naučili. Naučili smo se, da enostavno svet se spreminja, tako kot mi svoje cilje v podjetjih spreminjamo, ekipe spreminjamo, pač bomo morali spremeniti tudi pristop, da bo generacija Z videla nek smisel v naših podjetjih, ne. Kaj je recimo meni nepojmljivo pri generaciji Z, da ta neka fama obstaja, da moraš službo menjati na koliko? Na 4 leta, 3, Ja. še prej. Zakaj? Ne vem. Ne, če delaš recimo ti v firmi, ki se toliko transformira, da je vsaka 2 leti ali pa celo vsako leto nek nov izziv, ne. Zakaj bi pol menjal, ne? Ja, se tukaj se moraš lahko navežiti na tisto, ko sem prej rekel, ne, da se konstantno želi neko rast, nekaj novega, ne, in mogoče v nekaterih podjetjih je na začetku nekaj novega, ne, in pol v bistvu je naša generacija Z toliko nagnjena k nekim novostim, da pač nek del pa malo stagnira, ne, v bistvu, in ti mestraš te, kar si se naučil, ampak nismo pripravljeni čakati. In mogoče je to razlog, zakaj v bistvu... No, vse to pa je pol tudi na podjetjih, ne, in je povezano zelo veliko z ambicioznostjo in pa z ambicioznimi plani. Jaz vedno pravim, če ti ne rasteš, raste nekdo drugi. In zdaj v tem primeru recimo, da je to točno, bom rekel, povezano. Firme morajo rasti, zato ker drugače bojo konkurenti zrasli in te bojo pojedli, ne? Ali pa boš postal nezanimiv, saj ne samo za generacijo Z, tudi za top kadre, ki so starejše generacije, postaneš nezanimiv, če rasteš. Tako da, to se da rešiti, evo, ne. Pol so pa tu stvari, ki so nam jih povedali o generaciji Z, ki pa je dosti težje, bom rekel, no, vpeljati v vsa poslovanja, recimo eno je ta remote work, ne, nekje enostavno ne gre, recimo, ne. Potem rekli so nam, da je trenutno ima 15 sekund fokusa, ne vem, ti si že generacija Z? Ja, naj bi bil, ne. Aha, dobro. Imaš več kot 15 sekund Verjetno, fokusa. mislim, da imam, no. To je dobro. Upam. No, tako so nam razložili, v bistvu, da ti reelsi na YouTubeu in TikToku so ravno namenjeni, ne, zato ker ni dosti fokusa, no. Mislim, da, firme se morajo spremeniti, morate pa tudi vi razumeti, da tudi vi morate malo popustiti, ne. In mislim, da če vsi stopimo 2 koraka nazaj. Ta neka sinergija se mora nekako. Vse to je vedno tako, no. Kaj bi pa rekel, glede na to, da kdaj pa prepoznati recimo, da pa ne rasteš več. Če smo zdaj govorimo o tem roku 4 letih, a ne, zdaj, da se zamenjava. Zdaj, kako jaz vem, da zdaj, mogoče 1 leto je ful dober, jaz ful rastem, potem pa nekako to staje. Kako jaz to prepoznam, da nisem zdaj prehiter, vrgel puške koruzo pa šel, ampak da ostanem pa vidim, da imam recimo, jaz pa lahko čez 10 let pa dosežem to. Ne. Tu je pa prvo pogovor. Se pravi, če pride oseba do te točke v nekem podjetju, pa si želi rasti, ker nekateri pač so zadovoljni za statusom quo, potem pač moraš priti do svojega nadrejenega, nadrejeni mora biti toliko odprt, seveda, da to odprto posluša, zdaj je to na letnem razgovoru, ali je to čist neko neformalni pogovor, in takrat pa moraš biti zelo odkrit, no, kot vodja. Se pravi reči, glej, razumem te, ti bi rače rasto, daj da razmislim, mislim, da je opcija, ali pa mislim, da opcije ni. Ne vem, zaradi tega, ker pač to ni naš plan, zato ker mislim, da nisi za to pozicijo, da bi rastel, in pač to je to, čisti pogovor, no. In takrat je kaj pametno v bistvu, da zapustiš firmo in se pač... Ja, če hočeš rast, pa ti nekdo v tistem trenutku reče, glej, pri nas te opcije ni, potem pač menjaš, to druge ni. Če pa obstaja nek karierni plan, ki seveda potem obe strani ga sprejmeta, potem pa treba vztrajati. Zato ker recimo osebno pri nas, no, v podjetju Tenzor, mi izredno cenimo, da ljudje dolgo ostajajo z nami. Zakaj? Ogromno znanja se nakopiči. Nekatera znanja je nemogoče v kratkoročno, bom rekel, prevzeti od nekoga. Tako da se ekstra potrudimo. In da so izzivi, in da se imamo fajn, in da je seveda plačilo dobro in vse, kar
Vse to Pa sem, še ko k sem temu. gledal na vaši spletni strani, pač imate nek tenzorjanec leta, ne? Tudi, To ja, je v med bistvu drugim, nekako ja. ta neki motivacijsko stimulacija za zaposlene, ki tudi doprimore k temu, verjetno, da ostanejo v podjetju, ne? Da vidijo nek benefit, da ostanejo, da rastejo, da se razvijajo. In pa seveda pripomorejo pol k skupnosti, ne? Da pač podjetje raste. Definitivno. Zdaj prvo je to, kar sem že na začetku omenil, je higienik plača. Torej, mi imamo nadpovprečne plače in za regijo in za našo branžo. Lani 2800 evrov bruto, naša branža mislim, da 1500 evrov bruto, regija pa je tudi malo višja. No, tako da to je osnova. Mi smo rekli že pred dolgo časa nazaj, torej mi smo družinsko podjetje, želimo ga predajati skozi generacije, dolgoročni cilji presekajo kratkoročne. Torej tudi zdaj bi se lahko odločili pa bi rekli, ok, naslednje leto bomo naredili pa 50% več dobička, pa bi ga. Samo na račun tega, da pač potem ne bi več ljudi imeli, ne. Se pravi, to je prvo. Tenzorjanec leta pri nas je nagrada, ki podelimo osebi ali pa ekipi, tudi ekipam smo že podelili, ki so presegla absolutno tisto leto normalo. Namreč dosti je takih stvari, kjer moraš iti prek sebe in to res cenimo, zato ker to je edini način, da in osebno rasteš in da firma raste. Imamo pa še ogromno drugega. Športno-kulturno društvo Tenzor d. o. o., se pravi, vodijo ga zaposleni, damo donacijo in skozi celo leto organizirajo za nas piknike, izlete, druženja, skupna praznovanja rojstnih dni in podobno, da smo čim bolj povezani. Čim bolj, to je pomembno, se pravi, nek dober duh, ne? Da se ljudje tudi nekako povezujejo, ne samo kot neki profesionalni ravni, seveda mora biti zdaj ločeno, ne, prijateljstvo pa delo, ampak To si dobro rekel. tako da v bistvu nekako se pozna tudi izven tega okolja, ne, da potem gradijo neke te medsebojne odnose. Ja, važno je razumeti, da podjetje je ekipa ljudi, ki pač ima skupen cilj in absolutno se razvijajo tudi prijateljstva in to je dobro, ampak vedno mora prevladati ekipa in tisti cilj na koncu, ne. Je pa dosti lažje, če se tudi izven okolja boljše spoznamo, ker tudi boljše veš, kako z nekom delati. Tako čisto, ko si v neki sproščeni vlogi, ko razumeš bolj človeka, potem je lažje voditi. Ja, pa tudi moč nimaš toliko pol v podjetju več nekega straha, nekoga nekaj vprašati, ker veš, da moč ni tako v bistvu, ker si imel občutek, ne. Ja, zdaj pa peva naziv mladi menedžer leta 2022. Kaj je to, kako prideš do tega, kaj to te osebno pomeni in pa... Ja, to je bilo presenečenje, no, vsekakor. V bistvu začne se tako, Združenje Menedžer vsako leto zbira mlado menedžerko oziroma menedžera in začne se z nominacijo tiste strokovne komisije. Se pravi, strokovna komisija, ki tam deluje, pogleda skozi poslovanje podjetij, mediji, v bistvu, kje se kakšna podjetja pojavljajo in identificirajo takrat 10 potencialnih kandidatk in kandidatov. En od teh sem bil takrat jaz. In potem se začne proces, se pravi, prvo izpolniš en zelo obsežen vprašalnik, kjer se v bistvu, ki se nanaša na trajnost, na način dela v podjetju, rezultate, v bistvu potem tvoje razmišljanje, vrednote in podobno. In to je prvi krog. Se pravi, potem iz teh 10 zberejo 5 na osnovi teh vprašalnikov in odgovorov. Potem pa so osebni intervjuji. Zdaj to se je dogajalo takrat v tistih norih časih, tako da žal ni bilo osebnih intervjujev, je bilo vse preko Teamsov oziroma Zooma, kjer pa predvsem preverjajo, ali to drži, kar si tam napisal. Ker seveda ti lahko napišeš marsikaj. Potem izberejo od 5 3, ki grejo v finale, ki izpolnijo še en ekstra vprašalnik, še bolj poglobljen, pa naredi se analiza klime na podjetju. Torej po metodologiji, ki je standardna, se pošlje potem vsem zaposlenim in izpolnijo, tako da ta del potem, en del odloča komisija, en del pa so glasovi tisti, ki glasujejo, no. Tako da postopek je, bom rekel, zelo zahteven. Jaz sem takrat rekel, ko sem dal to skozi, da v bistvu sem vse, kar sem želel, že dobil od tega. Okay. V bistvu pot je bila pomembna, no, izredno zaradi tega, ker ogromno stvari se vprašaš tudi, ko te vprašalnike rešuješ. Ogromno stvarem sem dal takrat ime sploh. Mi kot družinsko podjetje delamo zelo dobro, seveda zaposlenimi, se obnašamo trajnostno v ogromno vidikih vseh 3 faktorov, ampak v bistvu nisem niti vedel, da ima to ime, ne. Tako da takrat rečeš, ok, se pravi, to je to, to mi pomaga, tudi sam neko analizo narediš,
nam pomaga kot ekipi in potem še mogoče daš kakšen večji podarek na vse skupaj. Zdaj, osebno, kar mi pomeni, predvsem mi pomeni zato, ker je to velika nagrada za celo ekipo. Sam menedžer ni nič praktično. Je sicer kapetan, se pravi, balansira vse te dražljaje, ampak ekipa je pa tista, ki na koncu dela za to, da se cilji dosežejo. No. Tako da največ mi je pomenilo zato, ker sem vedel, kaj to pomeni vsem v ekipi. Zato, ker so vedeli, da dobiš neko zunanjo potrditev, no, pa rečejo, ok, pa res smo dobri. Ne. Tako da čisto ono. Meni je bil pomemben proces. Nagrada sama osebno, zato ker sem v družinskem podjetju, ker se ne mislim gibati po korporacijah, mi je samo ta proces pomenil. A pa si kdaj probo delati v korporaciji? Ne. Ne, nikoli. Sem pa imel vedno fiksno delo, da bom enkrat. Ampak mislim, da ne bom. Zakaj pa je bilo fiksno delo, da bi v korporaciji? To smo se tudi z očetom takrat pogovarjali, ampak zakaj to ni bilo potrebno, se še vam razložim. Vsako podjetje pride enkrat do neke točke, se pravi tisto podjetje, ki raste, ko enkrat pa moraš presekati, pa reči, ok, zdaj pa več ne moremo po garažno razmišljati, po domače, ampak moramo narediti neko strukturo, moramo vpeljati neke korporacijske zadeve, ki v bistvu bojo omogočile sploh, da zrastemo z tiste neke točke še dlje. No, pri nas to ni bilo potrebno zaradi tega, ker ko sem jaz prišel s faksa, sta oba ustanovitelja, Albert Bene pa oče, Miran Senčar, zaposlila zunanjega direktora, ne lastnika. Seveda, jaz sem prišel s faksa, oče in Albert sta rekla, da sta prišla do plafona, v bistvu, kar se tiče nadaljnega razvoja, zato ker sta oba inženirja elektrotehnike, ona nista niti imela ekonomskih znanj, v bistvu je to priučeno skozi podjetništvo prišlo. Podjetje je takrat dobilo en zelo velik projekt in dejansko sta ocenila, da rabita nekoga, ki bo takrat podjetje, ki je že bilo internacionalizirano, spravo v bolj proti korporacijskem. To ne pomeni, da smo korporacija danes, ampak pomeni, da smo ravno pravo mero zadeli, bom rekel, vsega. No. In takrat je Bojan Petek kot ta zunanji direktor postavil. Pol pa več ni bilo potrebe, da iščem kakšna znanja, kje druge. Aha, okay. Ki je bil izreden mentor, no, tako da še vedno je. Se pravi, pol je neka meja, v bistvu, ko je treba, da dober menedžer prepozna, kdaj smo naredili to stopničko više in da se bomo bolj korporativno obnašati. Jaz mislim, da je ono. Mislim, da ja. Zdaj, kar še je bilo pomembno pri očetu in pa Albertu kot ustanoviteljoma, ona dva sta v pravem trenutku ocenila, to moraš biti kar zelo, bom rekel, med razčiščeno sabo, no? Da si rečeš, evo, zdaj pa več ne znam. Zdaj pa jaz rabim nekoga, ker sam več ne znam, ki bo speljal v bistvu zadevo naprej, da bo še to spet tukaj je slovensko podjetništvo, slovensko okolje. Vemo, da ponavadi ti manjša podjetja, ko so, vedno so lastniki menedžerja. Koliko je tukaj bolj težk ta preskok, da ti se enkrat zavedaš, zdaj pa izstopim iz funkcije, ne vem, izvršnega direktorja, zdaj bo pa nekdo drug delo za mene. Najverjetneje je izredno težko, no. Se vidimo, teh zgodb ni dosti uspešnih, nam je uspelo in sem zelo vesel. No. Tako da tu je bilo največ dejansko na Albertu in pa na očetu, ki sta takrat rekla, ok, Bojan, ti pridi, povej nama, kako dolgo ne rabiš. Ko boš rekel, da več ne rabiš, se omaknemo. Tako je tudi bilo. To je najbrž za njih bilo izredno težko, ampak sta vedela, da morate to narediti. Če pa bi še navezala na te same menedžerske odločitve, kakor skozi podarjaš ekipa. Zdaj, koliko dober menedžer je potrebna, pa da ve, da preceni, kdaj pa mora tudi ekipa, ki je tista meja, do kje se lahko ekipa odloča. Ok. Ja, to je kompleksno vprašanje. To je kompleksno vprašanje. Zelo situacijska zadeva je to. No. Težko rečem, da je tu nekje neko pravilo. Na ekipo treba prenesti čim več odločitev. S tem, da se pol oni zavedajo, da ko se ne počutijo ugodno neke odločitve sprejeti, okay, da si pač vedno tam, da lahko vskočiš. Hkrati pa takrat ne smeš prehitro se odločati. Recimo, če pogledam nazaj, moj razvoj, včasih sem ogromno vsega prevzel na sebe. To ni prav. V bistvu moraš, če jim zaupaš. Tudi če naredijo napako. Ne? In dejansko se oni tudi morajo tako počutiti. No? Tako da zdaj zadnja leta pa, evo, sem se naučil, ogromno tega prenašam na ekipo in tudi ekipa se lažje odloča. No, so to tisti verjetno najtežji preskok, v bistvu, najtežji. Ker vemo, da nekdo ne bo nikoli naredil tako dobro, kot bi sami naredila, ampak ne pomeni, da bo naredil slabo. Jaz pa drugače pravim. Drugače? Jaz pravim, da člani moje ekipe bo tiste stvari, ki oni delajo veliko boljše naredili kot jaz. Kar je res.
Jaz nisem strokovnjak za, ne vem, projektiranje elektroprojekta ali pa nisem strokovnjak programiranja, ampak se pravi, oni se morajo zavedati, da so oni strokovnjaki na svojem področju. Ti pa moraš pokazati, da jim zaupaš, ko on ali pa ona v bistvu nekaj dobro argumentira, da je to prava odločitev. Ja, pač treba je dopustiti nek manevrski prostor vsakemu, da Tako. nekako ima tudi potem nek vpliv na neke določene stvari, ki se dogajajo v podjetju. Absolutno. Kaj bi pa dal nek nasvet za nadobudne študente managementa, ne vem, kako, ne vem, postati dober vodja, kaj so tiste neke ključni dejavniki v bistvu, na katerih mora graditi že v času študija, da bo potem neka pot lažja v poslovnem svetu. Jaz bi rekel, čim bolj resno vzeti vse projektne naloge, vse seminarske naloge, čim več priložnosti izkoristiti za mentorstva, ki jih je tu vedno bilo ogromno, izkoristiti možnosti praks, začutiti v bistvu razna okolja, no, dokler še nisi vezan, ne? Izkoristiti priložnosti, kjer si lahko sam vodja, ali pač v okviru nekih organizacij, klubov, kjerkoli, no. To pa postaviti si vseeno neko vizijo, mogoče v kateri industriji, ali pa kaj bi rad delal, zato da lahko bolj selektivno se fokusiraš na znanje, ki ti ga tu na ekonomski fakulteti dajo. A pa v bistvu, kako pa recimo približno izbirati, kjer industriji bi rad delal, ker zdaj, ko gre spet Gen Z, ne, malo težav delati bi veliko stvari, ne. Kakšni ste moč tvoje pogledi na to? Kako izbirati? Treba slediti. A koliko si sam? V bistvu mislim, ti si že imel nekako začrtano. Jaz sem začrtano, ampak okej, tudi če sem imel začrtano, v bistvu sem recimo takrat že delal na faksu, ne. In v web timu, moj prvi šef v življenju v bistvu je Peter Čepin, no, ko še zdaj na faksu v IT oddelku. Web timu, potem sem bil demonstrator, probal sem čim več stvari. Okej, bilo je že povezano z tem, kar seveda dela družinsko podjetje, no. Ampak vseeno sem probal čim več stvari. Kako se odločiti? Slediti malo trendom, zavedati se, da pač vsi v IT industriji bodo težko delali, ne? Da so tudi druge dobre industrije. In pogledati čisto pragmatično, evo, kje bo prihodnost. Se pravi, okej, IT vemo, da bo. Ampak tu še, ne vem, biochem, zdravstvo. Hecno je to recimo definitivno na tem področju, recimo tudi, ko mi delamo. Torej elektroinštalacije, sistemi varovanja, pametne zgradbe, IoT, tu bo ogromno prihodnosti, ne. Torej, to je to. Slediti trendom, se odločiti, pogledati, okej, seveda, če poznaš kako dobro podjetje v lokalnem kraju, to je tudi ena stvar, ne. Tudi če mogoče ti v tistem trenutku industrija ni seksi ali karkoli, ne. To je to. Kaj pa, če dalje večji poudarek na mehkih veščinah, zdaj vemo, da trend naprej je, se pravi, umetna inteligenca, bomo mi kot človeški faktor probali čim manj na nekih teh operativnih zadev delati, koliko pa tukaj treba graditi neko? Definitivno se izobraževati v tej smeri. Mi tudi zdaj interno ogromno poizkušamo, probamo pogledati, kje v procesih, pa bi nam res lahko umetna inteligenca pomagala. Mi tudi ogromno umetne inteligence prodajamo, recimo pametna videoanalitika, prepoznava z nekih slik in podobno. Kar se pa študentov tiče, pa ja, čim več izkoristiti, če so kakšna predavanja izven regularnega tega urnika, poslušati, pogledati, ne poslušati samo umetne inteligence, ampak poslušati kako je bila uporabljena resnično v praksi. Ker dejansko ogromno vsega mogočega, ampak za umetno inteligenco treba najti business case, kjer dejansko naredi razliko, no. In tu bo tudi recimo ogromno priložnosti za neko podjetništvo, neki startup ekosistem prihodnosti. Tako da tisti študenti, ki so bolj usmerjeni v to, da bi bili sami podjetniki, torej da ne bi delali v nekih podjetjih, pa je to definitivno področje, kjer, bom rekel, bo potencial prihodnosti. Je pa tudi Gen Z ima potencial, ne? Ja, ima. Tako da, Samo vsi ne boste podjetniki, najbrž ne. to pa verjetno, se ne more biti vsi podjetniki, ne, ker tudi nekdo mora še za nekoga vedno delati, a ne. Ja, dejansko je tako, no. Jaz vedno pravim, mi imamo na firmi vrhunske ljudi, resnično vrhunske strokovnjake. Če vsak od teh najboljših strokovnjakov bi lahko imel svoje podjetje, evo, čisto odkrito. Ampak tu je ena razlika. Se pravi, podjetništvo prinaša pa en del, ki pa odpade od tega strokovnega znanja pa dela. To pa je ves stres in vse, kar se v bistvu dogaja v ozadju, da sploh podjetje ima posel, da finance štimajo in podobno, ne. In dejansko
podjetja, se pravi podjetniki, tisti, ki se odločijo za svojo pot, morajo narediti tako okolje, da se največji strokovnjaki pri njih počutijo varno enostavno. Da ne razmišljajo o tem, da bi začeli na svoje. Ja, to je pa v bistvu nekako vse povezano s tem, kar smo že danes To je to. nekako obravnavali. Ja, Miha, hvala ti v bistvu, ker si prišel, povedal malo insightsov, kako biti dober menedžer in pa vodja. S tem pa zaključimo najmanj pogovor. Filip, hvala lepa, da si me povabil. Sem vedno rad pridem. Studio odličen, pa super, da ste se odločili, ti oziroma Management Group, da delate te podcaste. Hvala.